Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v okviru tednov vseživljenjskega učenja pripravila okroglo mizo o položaju in vlogi starejših v občini Slovenska Bistrica. V pogovoru, ki ga je v centru Metulj vodila magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, so sodelovali predstavniki ustanov in društev, ki na različne načine sodelujejo s starejšimi. Med drugim Združenja bolnikov in družinskih članov Pokapi, Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica, Društva upokojencev Slovenska Bistrica, Krajevne skupnosti Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in občine. Recimo v Rogaški Slatini je treba, nimaš kje parkirati drugače, kot da greš v hišo. Potem tudi v Mariboru vemo, da če ti hočeš nekoga peljati v bolnico, v UKC, enostavno ga moraš peljati noter, ki je zopet parkirnina. Treba je človeka počakati, ki se včasih tudi čaka po par ur in se nabere. In to je kar strošek. In zdaj, če imaš ti enih par na mesec takih prevozov, ti to nanese lahko tudi na več 10 evrov. In enostavno ne moreš potem reči človeku na koncu, zdaj pa ti meni to vrni. To pač še vedno nosimo mi sami. Zato smo zaprosili tudi za eno tako pomoč. Tudi, kar se tiče recimo navigacije, če se ti s telefonom pogovarjaš, tebi navigacija več ne deluje, če ti osebo kličeš, ti se to prekine in je spet ne najdeš, in zato je v avtomobilu zelo pomembna navigacija. Potem imamo recimo tudi območja taka, ki ni mogoče signala, in še težko pokličeš človeka. Kaj se pa tiče tega parkirišča, tukaj, ko smo se pogovarjali, res je, popoldan je tukaj vedno odprto, imamo možnosti, sem tudi uporabnik popoldan, imamo svojo skupino in se udeležujemo. Je pa druga zadeva, to bo tudi gospa Mira lahko povedala, imamo pa recimo invalide, ki so Pokapi, njih enostavno morajo svojci pripeljati čisto do vrat. To je prva zadeva, druga zadeva je pa tudi, kot smo omenili, glede vrat, z vozičkom preko tega je zopet. Jaz vam povem, ko smo bili v Ljubljani, ko smo šli recimo z invalidi ob žici, taki majčken, recimo neka ovirica, pa ti že voziček, pa bi se že človek lahko prevrnil. In to se sploh ne zavedamo, dokler pač si tega ne poskusimo, dokler nismo zraven teh invalidov. Se zaplete z palco, eno drugo. Potem pa seveda vsekakor vse razumemo, mi razumemo to, da so tukaj parkirišča prazna, ker so pač ne vem od koga, ampak po drugi strani pa ne razumemo, da pa je tukaj zraven parkirišče prazno popoldan, mi pa recimo niti ne moremo človeka skoraj dostaviti do sem. Tako da smo nekako mislili, da bi se mogoče tukaj nekako dalo dogovoriti, da bi lahko to parkirišče uporabljali. Tako da drugače pa smo vsekakor hvaležni. Tako kot je izpostavila gospa, recimo glede platna. Zelo lepa gesta, da bi nam ga posodili, ampak ne moremo vsakič hoditi po platno nekam, pa vsem, platno mora biti fiksno tukaj. Tudi, ko smo imeli predavanje, recimo je bilo v Metulju čez 40 ljudi in smo projektor rabili, pa ni bilo projektorja ustreznega in smo si ga res od občine sposodili, ampak potem ne pašajo te stvari, predno ti to uskladiš, svoj računalnik, svoje tiste zadeve, pa tudi vešč moraš biti tega, in nismo vsi tako vešči. Tako da je fajn, da je res en projektor, ki je v samem prostoru, ki se vedno lahko uporablja, si ga enkrat to urediš z svojim računalnikom in je to deluje. Tako da take le zadeve. No, tudi smo zaprosili za, ampak to je tako, kot je že bilo povedano, je Nina že rekla, da zatemnitev prihaja, ker po eni strani je mogoče smešno slišati, imamo preslabo osvetlitev. Res je normalno, da imajo preslabo osvetlitev, mi je ne potrebujemo, recimo za naše dejavnosti, potrebujemo pa zatemnitev. In mogoče se to hecno sliši, ampak tak je.
Zdaj Metul pač, čeprav en deluje samo v Slovenski Bistrici, ne. Zdaj neke pobude so že v preteklosti bile, ne, da bi pač se selil, mislim, ne da bi se selil, ne, ampak da bi se mrežno organiziral še malo širše, ne, posebej še kar razen tega dela, ki bazira seveda na profesionalni skrbi za ta program, je na drugi strani seveda prostovoljstvo tisto, ki je nosilec tega, ne, in mi smo lahko veseli, ne, da imamo tako prostovoljstvo, pa ne samo tisti, ki so prostovoljci pri prevozih, ne tudi vsi ostali, ki delujejo v sklopu vseh teh skupin, ne, vemo, da je tega kar nekaj drugot, ne, in mogoče je bilo smiselno, ne, to inicijativo prenesti tudi na še ostala okolja, oziroma speljati neko komunikacijo, kaj sem recimo z društvi upokojencev, ker se pač starejši praviloma zbirajo, ne, pa videti, ne, kak interes in kakve možnosti so po kakih drugih okoljih. Ne, zdaj neke prostore ponavadi tudi kje imajo, ne, zdaj s njim, tudi po vseh ostalih krajih so sigurno na voljo tudi kaki prostori, ne, ki se jih da porabiti za te aktivnosti, ki so bile omenjene, ne. Vsaka krajevna skupnost, ali pa vsake krajevne skupnosti so neki prostori, ali ima krajevna skupnost, ali imajo društva upokojencev, ali ima kdorkoli, skoraj. In bi bilo fajn, ne, da se te stvari tudi aktivira, ne. Zdaj, mi imamo tudi sicer, kar se društvenih dejavnosti pa tega tiče, ne, ki je tudi sicer zelo bogata, govorim širše, ne, ogromno teh želja in zahtev po prostorih, ne samo potem, ko pa praktično pogledaš, ne, se pa velikokrat zgodi, ne, da so tisti prostori v funkciji, kaj so jim par ur na mesec, ne, ostalo pa samevajo, ne, to pa ni namen tega, ne. Ampak, če smo iskreni, ne, kar se društva upokojencev tega tiče, pa tega je bistveno bolj v funkciji, no. Ampak so pa taki primeri, ne, tada, ne vem, to pobudo je moče bilo smiselno pač preveriti, pa videti, kaj je z tem delom, ne. Zdaj drugi del, to pa bo verjetno tudi malo ljudska pomagala, ne. Zdaj, tu zdaj verjetno še čisto, ne, o pravem medgeneracijskem sodelovanju težko govorimo, ne. Bolj smo vezani, bolj gre za eno skupino pač naših, ki smo vedno bolj blond, ne. Tada bi bilo treba videti, ne, kako te stvari mogoče res poskušati povezati, pa še kaj se zlinkati z tistimi, ki tu delujejo, ne.